Danes v Pomurskem dnevniku okužbe v domu Danice Vogrinec, odbojkarski klub Panvita Pomgrad, dan brez alkohola, sezona cvetenja ambrozije, vreme, jutri bo jasno. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Epidemiološka slika v Sloveniji se postopno slabša, ob tem smo priča tudi ponovnemu zaprtju domov za starejše. Tako so se odločili tudi v domu Danice Vogrinec v Mariboru, saj so za vikend ugotovili še 18 novih okužb, in sicer pri 13 stanovalcih in 5 zaposlenih. Skupna številka okužb znaša 30, še 30 zaposlenih pa je preventivno v karanteni. Kot pravi direktor Marko Slavič, je situacija v domu še obvladljiva, ampak na dolgi rok sistem ne bo vzdržal. Minuli vikend je prinesel slabe novice za dom Danice Vogrinec v Mariboru. Zabeležili so namreč 18 novih okužb na COVID-19, je tako pozitivnih 24 stanovalcev in 16 zaposlenih. Teh 16 je torej pozitivnih, plus 30, ki jih je v karanteni preventivno, zaradi tega, da bi vendarle naredili presek, da se ta okužba ne bi nadaljevala. Treba je vedeti, da je okužb preko otrok, torej v Mariboru toliko, da je zdaj že težko locirati te prenose in enostavno se jaz bojim, da ob vseh informacijah, ki smo jih danes analizirali torej na enoti Pobrežje, ker želimo seveda preprečiti vdor virusa, je potencialnih stikov, ki bi lahko v bistvu prinesli okužbo tudi v enoto na Pobrežju oziroma v katerikoli naš javni sistem, toliko že, da je enostavno težko reči, da se to ne bo zgodilo jutri ali v prihodnjih dneh. Tudi zato si želijo uporabiti vse moči, ki so jim na razpolago. So aktivirane tudi ekipe naših upokojenih delavcev, kjer zbiramo, pripravljamo sezname, njihovo pripravljenost za vključitev, medtem ko seveda sistemskih rešitev pa za podporo kadrovskih manjkov pa v državi še vedno ni. Sam pravi, da zaenkrat situacijo še lahko obvladujejo, skrbi ga pa, kako bo v prihodnje. Glejte, mi lahko obvladamo in obvladujemo to, kar se je povezano z okužbo v samem domu. Ta trenutek obvladujemo, tako kot sem vam povedal, 24 stanovalcev z izjemno zahtevnimi ukrepi preprečevanja prenosa širjenja okužb, ampak morda si nihče niti ne predstavlja. Veste, ko vidite stanovalce, ki se ne slišijo, ki stopajo en do drugega v posteli, ko si govorijo na uho, ko je v bistvu nemogoče preprečiti ta druženja in seveda ugotovili smo, to pa je informacija, seveda, ki je koristna, kar pravzaprav vsi že jasno vemo, da se okužba širi relativno aerosolna zelo hitro in da so načeloma okuženi tisti stanovalci, ki smo jim seveda predtem zaradi naše socialne note zagotavljali skupna druženja, ki so bili skupaj v skupinah, kjer smo se z njimi terapevtsko ukvarjali, in seveda gre za to, da se okužba bolj kot ne locira na te skupine, ko so bili stanovalci seveda bolj kot ne skupaj, predvsem tudi na sobe, kjer so stanovali. V času, ko je zvišano število sezonskih obolenj, tako lahko le upamo, da bo zdravstveni sistem vzdržal tudi drugi val koronavirusa. In si ne znam predstavljati tudi situacije ne v UKC-ju, tudi nekje druge, kjer se v bistvu srečujemo vedno bolj s podobnimi in enakimi problemi, kako bo v bistvu zadeva tekla na dolgi rok. Zadnje informacije in te pobude, ki so prišle, če se spomnite, tudi iz mojih ust, da se sestavijo ekipe na nacionalnem nivoju, ki pa bodo, tudi če bo taka ekipa sestavljena, vendarle v suportu pri reševanju take okužbe seveda spet ne dovolj, ker enostavno danes se bo pojavila okužba tu, drugič drugje in je seveda tudi z takimi ekipami to situacijo, ki se nam je zdaj pojavila, zelo težko reševati, dokler ne bo na nacionalnem nivoju sprejeta odločitev, da seveda nehamo živeti v dveh virtualnih svetovih in se zavedati, da seveda, če epidemija je, tudi če bolezenskih znakov hudih ta trenutek ni, hvala Bogu, da vendarle na dolgi rok ne bomo mogli živeti na način, ko javna mreža seveda zagotavlja suport vsem, ki zbolijo, ki so okuženi in v bistvu, da hkrati mi živimo normalno. To je temeljno sporočilo. Nekdo bo moral seveda sprejeti tukaj v epidemiološki in infektološki službi jasna stališča, ki pa niso enostavna prevzeti vsa ta tveganja, kajti ta trenutek virus morda ne povzroča zahtevnih potekov bolezni, lahko pa jih jutri začne. Torej, še enkrat poudarjam, ni problem v obvladovanju naših
naših stanovalcev, ki so taki pokuženi. Problem je v tem, ker je zadeva potencialno vsak dan znova nevarna. In potencialno se nam pojavlja nova žarišča, kjer izločamo iz delovnih procesov še tiste ljudi, ki so bili dvakrat negativni, pa morajo zaradi drugih okužb, s katerimi se srečujejo v domačem okolju, biti izločeni. Odbojkarski klub Panvita Pomgrad iz Murske Sobote se ponaša z več desetletno tradicijo ter utrjuje položaj odbojke v Pomurju. Članska ekipa nastopa v prvi državni odbojkarski ligi, kjer ponavadi zaseda mesta v zgornji polovici lestvice. Športni klub Pomurje 10 oziroma odbojkarski klub Panvita Pomgrad je klub, ki deluje na tem področju, se pravi na pomurskem področju, že več desetletij in spodbuja mlade igralce k igranju in pa treniranju odbojke. V zadnjih letih nastopamo pod imenom OK Panvita Pomgrad, ker to je naš glavni sponzor. V klubu trenutno deluje šest selekcij oziroma 6 ekip. Poleg glavne članske ekipe, ki nastopa v prvi A državni ligi, imamo še drugo ekipo, ki tekmuje trenutno oziroma bo tekmovala v drugi ligi. Potem so pa še 4 selekcije, mladinci, starejši dečki, mini odbojka in pa mala odbojka. Vse to zaokrožuje nekje 60 aktivno registriranih igralcev in pa potem še izvajam tudi interesne dejavnosti po osnovnih šolah, kar doprinese še dodatnih 50 mladih nadobudnih igralcev odbojke. Če malo pogledamo lansko sezono, se pravi sezono 2019-2020, ki je bila specifična glede na okoliščine, v kateri se je znašla današnja družba, je prva članska ekipa dosegla 5. mesto v državnem prvenstvu, potem druga ekipa je tekmovala v 3. državni odbojkarski ligi in zasedla odlično prvo mesto brez izgubljene tekme in se tako uvrstila v drugo ligo, v kateri bo tekmovala v sezoni 2020-2021. Trener prve ekipe pa je podrobneje predstavil pripravljanje moštva. Zdaj nekako smo z pripravami začeli v začetku avgusta in smo ravno nekako v šestem tednu in v tem tednu tudi zaključujemo tak nekako pripravljalni ciklus oziroma periodo, kajti v soboto nas čaka že prvi uradni nastop. Zdaj bolj konkretno, kaj se je dogajalo, bilo je, bom rekel, v začetku, v štartu kar dosti vprašanj, neznank, kaj vse je pustila ta, bom rekel, korona predvsem na igralcih, zato smo tudi mogoče majčkeno drugače zapakirali uvod v priprave brez kakšnih hudih fizičnih naporov in kasneje nekako stopnjevali ta segment, se pravi bolj poudarek na tehniki in ja, mislim, da nekako priplavali skozi to obdobje, vsaj v fizičnem stanju mislim, da dobro, neka baza je zagotovo narejena. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje bodo na dogodkih poimenovanih Dan brez alkohola v 8 mestih vse do torka poudarjali pomen, ki ga ima odgovoren odnos do pitja alkohola. Prvi dan brez alkohola pa bo že danes v Kranju. Dan brez alkohola je poseben dan v okviru projekta Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola, ki ga izvaja Nacionalni inštitut za javno zdravje, financirata pa Slovenija in Evropska unija. Obiskovalci bodo lahko dobili informacije o njihovem delu, o problematiki pitja alkohola v slovenski družbi in o posledicah čezmernega pitja. Pogovorili se bodo tudi o zdravih alternativah, o tem, kako vzpostaviti odgovoren odnos do pitja alkohola in o virih pomoči v regiji oziroma Sloveniji. Dogodki bodo seveda prilagojeni trenutnim razmeram ob širjenju koronavirusa. Vsako pitje alkohola je tvegano in lahko pripelje do škodljivih posledic za posameznikovo zdravje. Svetovna zdravstvena organizacija je alkohol uvrstila celo med rakotvorne snovi. Zdravstveni stroški povezani s pitjem alkoholnih pijač pa v Sloveniji po oceni Nacionalnega inštituta za javno zdravje znašajo okoli 147 milijonov evrov letno. Smo v drugi polovici sezone cvetenja različnih alergenih trav, še posebej nevarna je ambrozija. V Sloveniji je najbolj razširjena pelinolistna ambrozija, ki jo najdemo že skoraj povsod ob železnicah, avtocestah, rekah in slabo vzdrževanih opuščenih kmetijskih zemljiščih.
Najslabše stanje v primerjavi z ostalo Slovenijo je v Pomurju, kjer je invazivna ambrozija zelo razširjena. To pa potrjujejo tudi koncentracije cvetnega prahu, izmerjenega v zraku. Od avgusta leta 2010 tudi v Sloveniji velja odredba, ki določa ukrepe za zatiranje in preprečevanje širjenja pelinolistne ambrozije in k ukrepanju zavezuje lastnike zemljišč, na katerih rastlina raste. S tem je to edina škodljiva rastlina, za katero je v državi predpisano obvezno zatiranje. Pri odstranjevanju morajo delavci uporabljati rokavice, v primeru cvetenja pa tudi zaščitne maske, sicer lahko pride do draženja kože in dihal, rastlina pa je velika nadloga tudi za bolnike z astmo. Ob neupoštevanju predpisov grozijo precejšnje denarne kazni. Z globo do 500 evrov lahko kaznujejo fizično osebo podjetnika, posameznika ter odgovorno osebo pravne osebe in posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost. 1500 evrov pa morajo odšteti pravne osebe, če na svojem zemljišču ne odstranjujejo ambrozije. V Sloveniji se po izračunih Državnega statističnega urada prečisti nekaj več kot 2/3 odpadnih voda. Po podatkih za leto 2019 je bilo v javno kanalizacijo dovedenih 241,1 milijona kubičnih metrov odpadnih voda. Od tega je bilo pred izpustom iz kanalizacijskih sistemov nazaj v okolje prečiščenih 165,1 milijona kubičnih metrov. Največji delež prečiščene odpadne vode pa je zabeležen prav v Pomurski regiji. Pred izpustom iz kanalizacijskih sistemov nazaj v okolje je bilo lani prečiščenih 165,1 milijona kubičnih metrov odpadnih voda, torej 69,2% vseh. Od tega je bila skoraj polovica odpadne vode prečiščena s terciarnim načinom čiščenja. Preostalih 75,9 milijona kubičnih metrov oziroma 30,8% odpadnih voda je ostalo neprečiščenih. Od tega je bila velika večina, 97,7% neprečiščene vode, izpuščene neposredno v površinske vode, preostalih 2,3% pa v podzemne vode in na obale. Po zadnjih podatkih je bil največji delež prečiščene odpadne vode, kar 95% zabeležen v Pomurski in Notranjsko-Kraški statistični regiji. Vreme. Jutri bo jasno, več pa v vremenski napovedi. Danes smo imeli jasen dan s temperaturami okrog 25 stopinj Celzija. Opoldne ste v Korinskem parku Goričko namerili 25 stopinj, v Murski Soboti in Lendavi 26 ter v Radencih 27 stopinj Celzija. Jutri bo še večinoma sončno, zjutraj bo po nekaterih nižinah nekaj megle ali nizke oblačnosti. Popoldne bodo predvsem v hribovitem svetu severne Slovenije možne posamezne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo v severovzhodni Sloveniji, torej v Murski Soboti in Mariboru okoli 14 stopinj, dnevne pa se bodo povzpele vse tja do 28. V četrtek bo na Primorskem sončno, tudi drugod dopoldne bo še dokaj sončno. Popoldne pa bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Zapihal bo severovzhodni veter. V petek se bo postopno zjasnilo. Na Primorskem bo pihala burja, hladneje bo. Temperature v naših krajih se bodo zjutraj gibale od 8 do 15, dnevne pa od 20 do 28 stopinj Celzija. Toliko smo vam imeli povedati v današnjem Pomurskem dnevniku. Več informacij pa najdete na naši spletni strani. Ostanite v naši družbi in nasvidenje do prihodnjič.